This is Windsor Castle. Ne, to smo, ker je živo. Ker ko se je Edward, ko je imel abdikacijski govor, je rekel direktor BBC-a na začetku, this is Windsor Castle. His Majesty, the Duke Windsor. Ampak kaj pa zdaj, ker si ti sam sebe napovedal in ti nisi Royal Family, kaj pa zdaj? Royal Family, sem tudi ni bil več, ko je abdiciral. Ja, to je res, ja, abdiciral res ne več. Ja. Ok, fair enough. No, kaj sem hotel reči, spoštovana publika, danes smo pa v živo. Ja. Zahvaljujoč dejstvu, da je ta podcast zastonj in zahvaljujoč vašim doprinosom na Apparatus SI podpri, smo v živo preko oddajnika danes v etru. Ja, to je dejstvo. Zato najprej velika hvala vam pred adminom. Ti veš, da ima pižama nov admin, ki je odvrtek tvojega. Res? Ga je nadgradil? Ja, to smo včeraj snemali podrobnosti. Povej. A tega povem. Dej. V bistvu je vse skoraj isto, samo da na koncu reče, ta podcast lahko plačate. Ta podcast lahko plačate. Meni se to zdi že šibkost. Ta podcast lahko plača. Dobar dan, jaz sem pa klošar. Se mi lahko daš denar? Ne, dej denar. Dej denar. Okay. Ja, da povej admin. Ta podcast je zastonj. www.apparatus.si podpri. Odlično, ok. Sorry. Ne mene kurca, če ne bo več noben podprl zaradi tega, ker zdaj si pa epohalno uničil moj admin. Ja. Ampak ga nam ponavljamo, ker itak folk ve, da smo zelo hvaležni. Apparatus SI podpri vaše naročnine. Godler mal škripa. Ne, škaj fora, prenaglas si govoril. To pa zato, ker nima slušalk gor, ker sem ti rekel, da je slušalke gor, da bo slišal, kdaj zdaj pa slušalke, to je pa... Ja, zdaj pa slišal, kdaj si preglasen. Ja, se opravičujem, parkrat je... Se opravičujem. Godler je malo zaneslo, sem ga tudi spustil na novih. V glavnem. Zdaj imam pa slušalke gor, zdaj sem pa še v živo vetru z mikrofonom in slušalkami. Ok, zdaj bomo pač začeli še. V glavnem. Zdaj pa, ja, kar napište, če je karkoli weird vmes, ker se mi dva tudi loviva. Mi smo na zadnje tole delali, ta live, mislim, da za ene weird zadeve, ne 2 leti nazaj, no? Tako da jaz sem to zdaj malo budil, da vidimo, kaj se bo zgodil. Rečemo, to bo pač čisto navadna opazovalnica s to razliko, da če ima kdo kaj pametnega, ne slabih šal, ne, v chatu za napisati, bo mogoče kaj registrirala. Drugač pa greva začeti, kot temu reče Američani, s follow-upom. Od prejšnje epizode imam en follow-up. Jaz tudi. A res, ok. Okay. Ali boš ti prvi, ali lahko jaz začnem? V zvezi s čim imaš follow-up? Z letter openerjem. Jaz pa z urami. Ok, ali lahko jaz letter opener, ki bo malo. Please do. Ja, mislim, da mi je 7 ljudi poslal Star Trek letter opener. To sem pa videl. Si videl v zapiskih, ne, tudi sem dal, ne. Tisti je v bistvu res, kar, kako bi človek rekel, batla, kako se reče ta... Batlet, ja, se pravi, je... Meč? Je to meč? Orožje? Kaj je to? Ja, rezilo? To je combat tool, I suppose. Ja, Klingonov, ne? Klingonski, ja. Mislim, da se najprej pojavi v The Next Generation epizodi Heart of Glory. A res? Okay. Mislim, da. Okay, ja, zdaj sem dal link tudi v chat, lahko pogledate. In je dejansko na ThinkGeeku ga imajo in je letter opener. Heart of Glory ni slaba epizoda. Aha, to si ga... Joj, kako je to praktično. A ne? Ja. Kar četa, ne? Noro. Nekaj se s tem obara delala epizoda. Ja, zdaj vidite, kako dejansko... Nekaj se s tem obada. Da mi torto pred obraz, vilce v roko, prtiček na kolena, pa reče, da ne bi jedel. V glavnem, hvala vsem, ki ste mi to poslali in bom dejansko pogledal, če bi ga kupil. Mi je pa še nekdo poslal enega takega čisto običajnega pisarniškega, no, na Amazonu. Še v zvezi s tem follow-upom, da mi povej, kaj je bil pa tisti chat, ki sta imela z enim mladeničem na grupi tej Facebook, ki pa ni bil letter opener, ampak je bil kemik. Ja, pa nisem vedel, kaj je. To je pa ta moj, ki ga gledaj vidiš, ne? Aha, sorodno dušo si našel. Graf Gear od Pentela, tehnični svinčnik, ki sem ga naročil iz Japonske. In je res odličen. Zakaj se ti zmrduješ? Kaj vse ti kupuješ? Kaj vse ti nabavaš, ki je res brez veze? To je vse praktično uporabna vrednost tega. Ja, če si arhitekt.
Tušej, sir. Ja, Tušej. mislim, Ja, ampak to je pa moj tehnični svinčnik, v katerega odkar ga imam. Mislim, da to je zdaj že kar dobro leto in pol, če ne več. Gre vsi zapiski, ki so narejeni za tele podcaste, ki jih delamo, to zdaj jih bom začel, so narejeni s tem svinčnikom. Ne? Tako da to je treba povedati. V čem je pa to tako dobro? Let mi je, pa jaz sem full fan tehničnih svinčnikov, pa zelo kvalitetno narejen, železen čist, ta je HB7. Aj drag tak svinčnik. Mislim, drag za svinčnik je, ni po tvoje drag, ni Godler drag, je samo dražji kot najbolj čip svinčnik, ki ga lahko kupaš. Jaz mislim, da sem dal 13 ali 17 evrov. Kar je za svinčnik kar veliko. Ja, ni poceni. Ni poceni. Ni pa $27,000, ne, tako kot bi bil tvoj, ki je narejen z grbom kraljeve družine in ga, ne vem, Indijci delajo. Lahko enkrat končamo to debato. Royal Warrant pomeni samo, da so dobavitelji za kraljevo družino oziroma za Buckinghamsko palačo oziroma kar je še drugih hiš, kot je Clarence House, kot je Windsor Castle, kot je Balmoral Castle, kot je Sandringham House in tako naprej in tako dalje. Ja. To ne pomeni nič drugega, to pomeni kvečem, da je lokalno. Okay. A si ti imel Kent glavnik? Yes. To sem pa zdaj bral, zakaj so Kent glavniki v redu. Zakaj? So kao ročno narejeni, ne? A pa ti povem do konca. Okay. Kent glavniki so pa je v redu zaradi tega, ker tako so zaobljene, ne, te ščetina, te pač. Čakaj, zdaj govoriš o glavnikih ali govoriš o glavniku? Da so pač ni industrijsko narejeno, ampak dejansko nekdo pol zbrusi in poliš in to, ne, in pa je ful bolj prijazen do kože in do vsega. No. Tako da to ni čisti, zdaj sem malti verjamem, da ni čisti bullshit. Ne, pa kaj bo kraljevega bullshit? Pa še ena stvar je, a veš, da tudi njihove krtačke za zobe so narejene iz las mati kraljice. Torej. Ne, ampak so narejene iz kosti od kita. No joke, poglej. Iz kitove bele kosti. Kaj, Kent toothbrush? Kent toothbrush, malo je dražja. Res? Ja, ampak če je nimaš, ne veljaš, nisi nič. Po mojem mnenju. Kent izdelki so res zelo dobri. Ščetine popolnoma naravne. Jaz sem kjer, klej jih več delajo. Ene so to čist plastične. Ne, tisto klikam, ko je najdražja. No, pa, veš kaj, apropo, če smo že pri teh stvarih izdelkih, ali lahko se še tle malo ustavimo? Povej. Jaz se ne razumem z ljudmi, ki rečejo, to je pa drago, to pa znamko plačaš, to je pa Jaz pravim. Ne, ti pri tebi hujiš, ta star. Ti sploh znamke ne plačaš. Ti plačaš grb kraljeve družine, poleg znamke. A se lahko pomirimo? Ja. Hočem povedati, da je stvar v tem, da po mojem mnenju nobena firma ne more preživeti, če prodaja drag shit. Am I right? Correct me if I'm wrong. Zdaj iščem primere, kjer bi nekdo prodajal drago, pa da bi bilo res rezano. Jaz mislim, da če se to že pojavi, je to kratkotrajne narave. To je res, ne zdržijo. Ne moreš držati. Ja, to ti dam prav. In če kupiš nekaj draga, je kvalitetno, ni za ston plaču, ne vem. $27,000 za zobno ščetko izumirajočih kitov. Jaz sem tudi, ti in tvoj voyage home. Recimo Apple izdelki, jaz sem cel life imel vsak iPhone, ki je prišel ven in sem ga skozi uporabljal. In mi je bilo jasno, zakaj je ta telefon zastonj, se ka mi ni nikoli nagajal. Meni ta telefon ni nikoli nagajal. Recimo, če imam John Lobb čevlje, ene boš kupil, pa jih boš do konca life imel. Ne boš jih imel do konca life. Ti ne veš, kaj je John Lobb čevlje. Ne vem, kaj je John Lobb. Lobb. L-O-B-B. Dejansko je Lobb. John Lobb, yes. Okay. To so najstarejši shoemakerji v Londonu, delajo za Princa Charlesa, za Edwarda so delali, mislim, da za tega pokojnega od Diane, ki je lastnik od... Herod. Tako. Ja. Kam ne ve, kako mu je ime, jaz ne vem, kako mu je ime. Dodi. Fayed, ne? Tako. Še stot neki ve. Kaj pa piješ, Godler? Ja, to je pa zgodba dneva. Jaz doma... A res, zgodba dneva. To je zgodba dneva. Pa bom pa še eno zgodbo dneva povedal. In prva zgodba je ta, ne? Jaz preden grem od doma, vzamem svojo termosko in I brew Tales of Harrogate, Royal Warrant, Prince of Charlesa,
Earl Grey čaj, naredim ga 1 liter, ker gre za event, ker smo v živo, ker je happening. Ne? In prinesem, Anže, tukaj vas nervozen spet, kot pri jazz klubu Gajo, tipka, naštimuje in pridem in rečem, lej, to sem pa čaj naredil, ves vesel mu nalijem, splune. Kva? Splune čaj. Nisem ga izplunil. Zdaj ga bom spil, zdaj ga nadam. Sem mu ga vrnil, sem imela, mi so toliko pobratena, da ga je hotel nazaj zliti sebi, da veste, koliko je homoerotike v tej sobi. Zdaj ga bom za nalaž pil. Mi pa ni še, jaz sadne čaje pijem zelo rad. Ja, Earl Greya pa ne mara, jaz pijem pa po moje 2 litra Earl Greya na dan. Ja, tega ne maram, jaz ne maram teh, kot kave ne pijem, razumeš, pa mi je pa to, ne. Pa se to nima veze s kavo, to je pač lemon, bergamot. No, kakorkoli že. Zdaj, druga anekdota dneva, vesela je pa... Stvari, imava še en reaction, ki ga mislim, da moram omeniti. Eden je dal link, čak, da bom poimenoval ljudi, če ne bo grozen, ne. Se pravi, Eskim na konju. Slabo, kar slabo. Eskim na konju? Ja, je dal link do letter openerja, ki je, če prav razumem, a je elektronski? The secure letter opener, ja, neka taka proper mašinerija. Ja, dejansko je elektronski, sam če jih mečeš, pa jih reže. Ja. To je pa kar kičas. Ti bi to seveda videl, če bi imel kakšno elektronsko napravo, ne? Klej lahko pogledaš. Ja, jaz niti mobitela njem več. Ja, to je res. Hvala za ta letter opener. Kaj si ti hotel za follow-up imeti? Veš, kaj sem hotel povedati? Ja. Apropo ure. Ok, ure. Hotel sem, da folk ve, ne? Ja. Po kakšnih nizkih se posega njihov, ko bi rekel, njihov provider mreže podcastov. Ja. Danes sem v skupen chat, ker jaz sem pred kratkim si nabavil 1 uro, ki jo je imel Sean Connery v prvih Bondih. Ja. Manj znano, poleg Rolexa, ki ga je imel. Imenuje se Grün. To je firma ali uri se reče tako? Firma in uri se reče. Okay. Grun, to je nemski, se je pisal Grün in se je preselil v Ameriko in je 1800 nek in je tam začel ure delati. In Sean Connery je imel kot dress watch tole uro, ki se imenuje Grün Precision 17 Joules. Okay. In jaz sem to uro nabavil in sem slikal, ves vesel, navdušen kot kolektor ur, na kar Tomič komentira na mojo uro v skupnem četu, tako da me je osramotil še najmanj pred 2, če sta bila pa še pižama ali pa joco hud v družbi, pa po možnosti celi skupini ljudem. In Tomič odgovori, da boste vedeli, v kakšen nivo ima Anže Tomič. A to imajo po novem v Sports Direct za 29,99. Meni se je zdela ta šala dobra. Kaj da sem puntar. Meni se je ta šala zdela, ok. Ta nivo. Ja. Ne je bilo všeč, ker sem do 29. Ja, točno to si dal. Ti pokaži mi jo zdaj v živo, jaz sem jo samo na slikci videl. To je ura, ki jo je treba ročno naviti, ampak sem jo preveč navil in mi gre 15 minut prehiter. Zdaj moram da... Ja. Living on the edge. Ja, jaz sem pa na roki za 14 evrov, tega se jaz ne pametni pašček od Xiaomija. 14 evrov spoštnina vred iz Kitajske, ki mi šteje korake, srčni utrip in pa ka spim. A globoko spim ali ne spim globoko. Jaz se v te vode ne med spušču v življenju, žal. Jaz sem to... A pa ti veš, da je Apple, ne? Pa to zdaj, a veš, ti si načeloma fan Apple, ker jaz nisem tok fan Apple, ne? Zdaj nisem več. Ok, vem, ampak da dejansko Apple Watch je v bistvu najbolj prodajena ura ever. Pač v bistvu. A te lahko nekaj v živo vprašam? Ja. Glede na to, da je lahko tudi to public service. Ja. Jaz sem nekaj slišal in to je edina stvar, ki me je zrajcala. Ja. Da obstaja edition, ne? Ne. Od Hermes. Ne Hermes. Ti obstajale, first generation si imel edition ure, ki so bile čisti zlata narejene. Ja, ki so jo John Javak, so bile tako nekih 17 čuka, bila ta najdražja. To je pa kar drago. Ja. Ali je res, da če imaš samo uro, da se lahko pogovarjaš prek telefona z njo? Ja. Resno? Ta tretja generacija ima LTE noter, ja. Ne rabiš sploh telefona imeti? Ne, rabiš telefon. Mislim, ne, logreš čak, ne vem, kaj me sprašuje zdaj. Ne, mene zanima, če grem jaz v trgovino po Apple Watch,
ali se bom lahko z njo pogovarjal. Nimam nič, ne telefona, ne iPada, ne nič. Ja, sam dodatno SIM kartico moraš plačati. To mislim, ja, to. Pa težava je potem, zato, ker če je ura, ko imaš ti recimo iPhone zraven, ne? Ja. A veš, je uporabljal v bistvu podatke od iPhone in pol baterija del cajta zdrži. Če je pa sama ura, ne, ti pa tako 3-4 urce sam zdrži. Šteka, zato, ker je non-stop na LTE-ju in full kur baterijo. Ker če je pa iPhone zraven, je pa z Bluetoothom ali ne s čim že, ali nek tak proprietarje, Wi-Fi imajo oni, je pa prek tega povezana. In to je težava. Ampak je pa tako, če greš laufat, če greš nekam tako, da ne vlačeš non-stop telefona zraven, je pa ja, dejansko je tako, da lahko samo z uro tudi govori z ljudmi. Aha, no to me je zanimalo. Mislim, da je stand-alone device, ali kako se temu reče. Ja, v bistvu skoraj. Sam baterija je pa problem, ne? Ker je pač na LTE-ju in ti pač ni ok. Aha, no vidiš, to pa je... No, pa vse en ne bom kupil, no. Vse en ne bom kupil tega. To je bil follow-up, zdaj pa mislim, da še en follow-up, to je že Star Trek follow-up. Ja, ne vem, ti povej. Aha, ne, jaz sem hotel zdaj na Star Trek, ker nismo črte potegnila po celi skončani. Ja, no, sem na koncu pri zadnjih epizodah, ne. Ker jaz sem hotel zaključiti, da je to zelo slabo bilo, ne. zdaj še malo z distance, okay. Ne, sorry, jaz sem mislil, da nisva zaključila, pa se nisem. Ne, sva, dejansko, v bistvu so povedala, čeprav ja, ti nisi bil to, ampak sva pa oba dva rekla, da sva načeloma napajena za naslednjo sezono, no, tako da. Ja. Ne vem, jaz si ne upam več reči za tebe. Ne, je pa zelo popularna ta serija. Opažam, da ogromno ljudi ogleda Star Trek Discovery. Ja, in to taki ljudje, ki prej niso Star Treka gledali, kar je najlepše. Ampak danes ne bova več o Star Treku. Ne bova več o Star Treku. Danes zdaj bo tako. Zdaj smo ubrala novo taktiko, kjer si piševa v en skupen dokument, si pač piševa teme, ki jih imam zdaj kle odprte, tako da bo videla, kaj je napisano med temami in se bo ene lotila. Jaz mislim, da bi se bilo treba, glede na to, da so že prej govorila o tem tvojem čaju, ki je pač, zdaj ga imam klenga. Sam povej, zdaj pa povej, tlej iz prve roke, ti je dober ali ni? Jaz tega ne morem imeti dosti nikoli. Zdaj to ne morem piti. Ne moreš tega piti. Jaz tega ne morem piti, zdaj tebe je grozno ne gledati. Mislim, ne razumem, tako okusen čaj, polno okusa. Ja, ok, ampak jaz full čaja pijem, drugač, na šihtu ga non-stop pijem. Si non-stop čajčke delam. Ja, kaj milco? Tudi, pa planinskega, pa meto. Planinski čaj? Ja, planinski čaj je meni top. Ja, no, pa jaz vse brez cukra pijem, kar se mi zdi kar tako. Ja, ne, tukaj nota ni čisto nič, da smo si na jasnem. Ja. Tukaj še mleka ni not. Kaj, v Earl Greyu? To se z mlekom pije. Ja, verjamem, ja. Ne vem, kaj je lahko slabška v noro grenko pijačo, da še mlek. Sam ti res nisi fan finih stvari, ne ve? Ne, to ni res. Ne? To ni res. To sploh ni res. Ne, jaz sam čaj imam rad sadne, kave ne pijem. Vino tudi bolj malokrat pijem, čeprav sem zdaj začel malo prišajtati. Pač Rothschild da imajo pri nas. Se sem ga pil, pri meni na morju, ki si prišel. Točno! Ja. Ki si vsem povedal, da si Rothschild, da so pa meni bil impresioniran. Ne, noben ni bil. Eden človek ni rekel, res. Tisti zlet v tisti lager, ti si bila... Fuck. Ne, sem pa rado zelo zbirčen pri pivih, to je pa res. Si rado zbirčen pri pivih? Zelo. Viš, jaz pa piva ne pijem več. Ja. Že tako, ko sem nehal cukor pa kruh jest, je šlo pivo nekako s tem. Jaz ga ful ne pijem, pa ga pa pijem dober pir. In jaz sem te predstavil. Ti si meni predstavil. Vajnštepanerja. Ja. In jaz moram reči, da tistega pira sem pa takrat toliko spil, ampak to ni endorsement za alkohol zdaj. Da ne bom zdaj kdo linčil, tako kot so mastnaka. Sam že spet chat, Goldistar, to je človek, ki dela tiste slike, ko je aparat z balkona. Je napisal, da Picard nikoli ni rekel, gre hot milk. Ja, no, se jaz tudi čez dan ne pijem z mlekom, jaz to za zajtrk, če že poleg kave, pijem pa, te zanima? Ja, ti jim povedal, veš kjero? No, povej. Veš kjero? Kavo Higgins, Buckinghamski palač. Ne, A.G. Higgins, ampak ti povem, napiš link Creole Blend. Higgins in zdaj ti jim pa povedal najboljš kavo na svetu, ki je kadarkoli bila. Ja. Imenuje se Jamaica Blue Mountain pri Higginsu. Malo je draga. 250 € kila.
Koliko je to kao? To ni nič, to star. Za kilo, za filter, to ti pride za en. Evo vprašanje, kako pa delaš kavo? Na filter pijem kavo. To ne vem, kaj pomeni. Yes. A imaš ti uno ameriško brezvezno sceno, ali kaj to je to? Ne, to je tisto, ko vliješ čez filter not in kava lepo teka, tisti je polno, jaz preziram. Pour-over delaš? Ja. A res, ali kaj? Imaš prav, kjero imaš mašinco za pour-over? Ne, sam vlijem tisto not, naredim, kaj je Chemex. A Chemex imaš? Ok. Zaradi tega, ker jaz preziram turško kavo. To zžgatno zžgeš, tisto pade vse na dno, pa tista ščalina s priokusi ostane še not mal, pa še mleko vlijajo tam noter, da je neč drugega voda, pa mlek z nekim medlim priokusom po kavi. Ne maram. A si kdaj probal Aeropress? To je uno, ki je injekcija. Ne. Ki pa pod pritiskom gre čez filter. Ja, pod pritiskom. Ja. Ne, meni sam... Pa je tudi ročno. Meni gre sam, da pride aroma. Ja, in jaz mislim, da pride Aeropressu bolj, kot pri Chemexu. Čeprav še enkrat, jaz res ne pijem. Ja, nisi kavo pijem. Imajo pa vse tam tudi čaj, zelo dober čaj je. Higgins. Ja, Mayfair blend. A pa to so prav kraljeva družina, ali so samo Charlesa? In kraljica in Charles. Pa mislim, da je celo Duke of Edinburgh, vse tri Royal Warren. Ker njim lahko prodaš za koliko? 700 evrov, kaj je bilo, kila je 230, koliko je? Ja, sam je pri nas tudi to kila, če jo kupiš pri nas. Kaj, bar kafe, če ga kupiš že 230 evrov? Jamaica, Blue Mountain. A ja, je to tudi pri nas, kot v Angliji? Se, tudi pri nas imajo trgovine to kavo. A ja. In je isto. Kaj pa je zaklenjeno v trezorju? Ja, ne, sam to je, veš kaj, to je zelo fina kava, pa redka je tako kot Dom Perignon, ne, in velja za Rolls-Royce, ne. Med kavo. Za Rolls-Royce med kavami. Se pravi, overpriced, počasi, pa ne dela čist dobro. To je. Ja, to je pa slogan, ki ga lahko sam ti rečeš. Ne. To je pa, daj link na Rolls-Royce. Ja, drugač pa Tamara, alias Centrifuzija, je napisala, da v sadnih čajih predvsem veliko arom, da sadje, nekaj mene ne moti. Hvala. Mene to ne moti. Tebe to ne moti. Ne, jaz bi sam nekaj topoga, ki ni preveč sladko, tako da to meni čisto ok. Čist preživim. In potem imamo še, da je nic vanek, ne vem, ko se to reče, pa rekel, da je normativ 4 grame na osebo na kavo, to pa ne vem, kaj pomeni. No, ja. 4 grame na dan. Ja, 4 grame na šalco. A na šalco? Ja. Okay. In čeprav jaz dam več. Ti daš več? Ja, jaz dam več, pa laufam gor dol. Se pravi, vsaka šalca je kaj, 27 evrov, recimo. Ja, preračuni. Koliko narediš iz one kile, to me zanima. Za en mesec imam. No, ali pa imam mesec pa pol maksimalno. Ok. Ja, jaz pijem kavo. Se pravi, to so tako še 2 položnice zraven, sem za kavo. A samo to piješ ali piješ še kakšno drugo? Kaj pa kakšno za nas, za plebs? A piješ kakšno kavo za plebs? Kaj pa je kava za plebs? Ja, ne, nekaj, ki ne stane 230 na kilo. Ja, marski. Imajo tudi Higgins, imajo vse ta Creole blend. Ja. Creole blend ni. Ne, ta je ta je 180. Ne, no, ta je pol kile 30, no. A ja, ok. Tako, mislim, te sorte je. Ja, glej, veš, kaj ti jaz povem? Povej. Ne špari pri stvareh, ki jih daješ vase. Pa s tem nisem mislil na spolne pripomočke, ampak sem mislil na živila. No, pa tudi na spolne pripomočke, to whom it may concern. A jaz to prav vidim, 35 poslušalcev posluša to zmedo. Ja, jaz ne vem, kaj se dogaja. Dobro je. V glavnem, ok, pivo nazaj, ti si ga nehal piti? Ja, jaz sem ga nehal piti, ampak ti moram povedati, na tem mestu se ti bom zdaj zahvalil. Ja. Zato, ker si me seznanil s tistim pivom takrat. Weinstepaner še enkrat. Z Weinstepaner, tisto pivo pa, tisto mi je bilo pa neverjetno dobro pivo. Ja. A to velja za dobro? Ja, to je najstarejša pivovarna na svetu. A točno si rekel, 1100? Ja, 1004, mislim, da je celo neka taka letenca smešna. Pa nek menih je gor. Ja, se so menihi to naredili, ja. Tako kot na moji Santa Maria novela. Prosim, kaj je to? De toalet, ne, je to, ali kaj to? Ne, ja, to je vse, to vse. Žajfe predvsem. Žajfe predvsem, ja. Nekaj, to sem ti hotel reči, zdaj sem recimo tudi še zmerno fan Weinstepanerja, pa to ne. Zdaj sem šel na bolj te grenke, no. A. Veš,
Ko smo se glih zanj pogovarjali, kako je bedno, ker greš pač ribe jesti. Vsake, če greš ribe jesti, treba je vino, ne? Vino je zraven rib, mora biti vino, ker pa še vino. Ja. Kar je pa svoje res. Ne? Ampak je pa tudi res, da imaš par perčkov, ki so isto 8-9% alko, recimo, pa so dosti redki, ne? Bi ga dejansko lahko pil, čist mirno zraven rib. Ampak vsaka oštarija, ki ima ribe, ki rečeš, kaj kiro pivo pa maste, ti reče Union Laško, Karlovačko pa žuja, razumeš? Ja. In pol ne moreš tega, ne. To pa še jaz vem, da se ne smene. To je pol glava boli, ne, čeprav ne, a so to res tako slabi piri? Meni so slabi piri, ampak to je tak lagar, veš, to ni za guš, to je za tako, za spit pa za odžejace v bistvu, ne. Jaz sem parkrat pil, mislim, da celo ne vem kje, tle nek v Ljubljani, en pir, ki sem bil pa čist nabit po njem, po enem unem, mislim, da je bil belgijski. Ja, to je meni najboljša piva, pač. Belgijski tabeli, to je... Pa močna, ne? Ja, tripla si pol pil, triple Carmelje, to je moje omiljeno pivo. Koliko je alkohola notor v tem? Ja, mislim, da je 8,4 ali nekaj tazga. 8,4? Ja, posto, ja. Jaz mislim, da je bilo še več. Da pa spet kakšnega drugega, sej. Jaz mislim, da je bilo ziher proti 20. To pa ne, aj pivo je bilo to. Si absint pil. Ne. Ja. Belgijski absint, ki je za absint mal, ampak je v bistvu velik zapir. Aha, ne. To je bilo nekaj, sam vem, da sem. A vina pa Ne. Nema ročilovga vina. Meni je tisti dober vin, no, ne vem. Kaj pa šampanc? Kako si šampanci? Na jetra mi gre. Ti gre na jetra? Ja. Zakaj? Ker ne razumem fore šampancem. Ne razumeš fore, da Enkrat mi še ni bil dober. Da se zjutraj zbudiš. Ja, gad, smo že spet. Okay, no, daj. Pa narediš trajbana jajca z lososom ali pa ne. Ali Kaj pa se trajbana? Mislim, A to v Salzburgu se trajbana reče. to je nemški izraz, ne? To vem, da je nemški izraz, ampak ne vem, nisem še nikoli slišal v kontekstu jajc, da je bil uporabljen. Ja, to se pač temu se reče. Ko se reče po angleško temu fuck, zdaj pa znoro. Spomnim se. Ko se reče po angleško temu, če s temi jajci delaš. Ne vem, kaj mi kažeš. Cuk. Ne razumem. Scrambled eggs. Ja, scrambled eggs. Aha, okay. Fuck, to je bilo mešanje. To, kar si zdaj kazal, je bilo. Meni je žal včasih, da nimajo videa. A nisi nekaj oddaje delo na RTV-ju, kjer si What kuhal? the hell? Kaj pa bi lahko to pomenilo? Prej nisi tega delo, prej ta gesta je bila malo drugačna z roko. Sem to rekel. Okay, ali scrambled eggs ali pa lajna. Ja. Nisem v redu. Ja, okay. In jaz to. Torej, to, jajca, toast, polnozrnat, pa šampanc. Lepo te prosim. Daj mi povej, kaj je lepšega, kaj te lahko doleti lepšega zjutraj, kot to. Spiješ, sem ne smeš celo, pol flaše pa si pol dober. flaše za zajtrk. Se ne naenkrat, ne. Ja, ali koliko cajta pa traja ta zajtrk? Ja, pri meni traja včasih tudi 1 uro, ker... V 1 uri spiješ pol flaše šampanca. Čeprav razumem. V 1 uri lahko spijem več, kot pol flaše šampanca. To je zdaj malo disanje spet, ali kaj. Ja. Ne, zdaj smo pa... Ja. Ne. Tamara, moje mnenje o pivu Bernardine, o posem, še en dober nik. Bernard je ok, meni je ok. Nisem največji fan, ampak če je. Pa Tamara je napisala, da Eau de Toilette je v bistvu najbolj poceni varianta dišave. Ne? Če bi počel, da bo Godrej kupil vsaj Eau de Parfum. Moja zbirka parfumov je sestavljena iz... Moja zbirka, tako bo začel, ok. 50% Eau de Parfum in 50% Eau de Toilette. Okay. In zakaj? Guerlainovi parfumi. Jaz ne vem, kaj govoriš. Guerlain, napiš v zapisku. Ne znam napisati oziroma pogugli sam, poslušalci vejo. Torej, Guerlain to pač firma francoska, ki dela parfume. Okay. Potem od Hermes, potem od Creed, pa od Tom Ford. Eau de Parfum, to so tako močne zadeve, da če jih daš zjutraj nase, pa greš v pisarno, pa greš obiskat kakšno bolnišnico, kakšno šolo, če greš na gradbišče, kakšno pogledat, kako napreduje delo in tako, če imaš daily chores in tako potovanja. Kdaj si ti šel v bolnišnice, kako napreduje? Pa nisem to zase govoril, to si na splošno. Ko si The Duke of Edinburgh in hodiš na Recimo, zdi se, posluša nekdo, ki je neki. Ja.
naredil v lifeu. No, Oziroma, ki se je lepo rodil v lifeu. ja. Takrat je fajn, da imaš od toalet, ker ni tako močno, čeprav eni so tudi zelo močni, lepo te prosim. Mislim, da je Green Irish Tweed je zelo močen, pa je ni od parfaja, se mi zdi. Vem kjer, od toalet od Floris. Smo že spet Elite. Florisu. Okay. Floris Elite. Floris Elite. Tako da, To je pa dosti čizi, da oni dajo na čemu eliti me. Se mi zdi, da kjerkoli stvar je elit, ni elit. imamo Ampak je sam kao ta draga varianta nečesa. Pa ni. Pa ni. Ne, ni. Floris skok. Ian Fleming je imel 27,000 evrov na 2 grama. Ne, to je 100 ml, je 90 evrov, 100. Tako da Ian Fleming je imel number 89 Floris, na tej pa meni je bolj všeč Elite, ker je bolj je močen, ampak je od toalet, hočem povedati, in je tako močen kot parfum, pa je že od toalet. Tako da jaz dam zvečer dam pa dober parfum, to pa vsekakor. To pa Se pravi, če greš kam, dišiš torej. ja, to pa vsi, mi je enkrat rekel en v Irishu tam. En ti je rekel v Irish. Ja, dobro, sorry, lej. Okay. Ne obsojam, da star, zakaj? Kva? Ne vem, en je It's all prišel. good, prijatelj, to je to. Shut up. Ja, to je, zakaj pa ne? En je prvi. Ja, kva v Irishu, en je rekel, kva je rekel. Mislim, vse. če je bil rocker, no. Ja, rocker, a to bolj bad boys so ti všeč. Torej. Mislim, ne, to je pa narobe, to je pa enostavno wrong. Je prišel do me in je rekel, sam to, da vas pozdravim, gospod Godler. Tak je bil razcapan, dolgobradi. Ja. Je rekel, Saj tako bolj rugged. fuck. In je rekel, mi da roko, je rekel, evo, sam to, da vas pozdravim, ampak dišite pa krasno. Verjetno sem meni, da mim njega na skret hodil, ne? Ja. Tam hodiš pač na skret. Skret, ja, očitno v Irishu. Kje je ta Irish, kje je to? Pri RTV-ju, lega. A niti si England? Ne, to je dol, ko greš po tisti poti do... Vem, ki je Trubarjeva. Tako. Trubarjeva, Ja, tam. Sem bil enkrat. Ja. Tako. Dol v klet Je greš. v bistvu meni ful nevarno zaiti, ker je tisti podboj, ki greš po Štengalnu. Ja, ti ga nisi opazil, sklepam. Ti v Irishu itak, po mojem, moraš ležati na tleh, ne? Ker so stropi 2 metra. Ja, to je mogoče res. Ja. To je mogoče res. V glavnem, A je še kakšnih vprašanj? Lej, pazi, 1 evro na skodelico, a ja, 4 grame. to smo že imeli. Ja, to je kar. Ti si zmeden si, nisi navajen. Ne, ker berem po vrst. Kaj pa mnenje, a to si pa tudi povedal, o Bernard. Lahko še jaz povem. Ja, Meni je tudi Bernard bil dober, ko sem še pir pil. ok. Mislim, meni je ok, ni mi nič posebenega. Ti ni? Lepa še eno vprašanje. A Godler vse dezinficira? Ja, kar. Dost, ja. Dost dezinficiraš. Ne vsega, ampak dost. Ja, jaz sem kar občutljiv, no. Ja, vse sem tudi. Ja. Okay, jaz imam eno dosti pomembno vprašanje. Zdaj smo se pogovarjali, zdaj so alkoholne pijače, ne? Pa čaj, pa kavo, pa to ne. Ja? Še kaj me zanima? Sokovi pa to. A imaš kakšen sirup, ki ti je dober? Kakšen sirup. S kašnim prezirom, to je to brez veze. S kašnim prezirom. Oh. Ne razumem točno. Jaz trdim, da obstajajo sirupi, ki so vredni pač nabave. Ne? Ponavadi domači, kakšen bezek domač sirup. Se pravi, to je Ki z vodo zmešaš, pa je so. sirup, se pravi cukor v tekočem stanju. V bistvu. Aha, Sam če je domači, ok. to so te, ki jih pri katerem človek kakšen vin kupi, Ja. pa reče, imamo tudi lej, bezgov sirup, Tako, pa to. tako. Jaz moram reči, da poleg čaja pa kave, Ja. pa šampanca, pa vina, pa vodka martini, to je tako Ja, najboljše. to je valjda. To smo videli na Viktorjih, kaj? Ja, Dobro, ne bomo pogrevali ne tega. bomo pogrevali. Ja. Ne bo- Sorry. Kar povej. Ne, povej, ne, to nič drugega ne piješ, to si hotel reči, slepam. Ja, čaj pa to. Ja, edin, kar pijem, je še torej, mineralna voda včasih, Ja. ker mi zelo pomaga pri prebavi. In tako, Okej. A ti piješ pa, dej povej kaj več o tem. O sirupih, to te zanima. Zanima me. Ne, res, če je domač, pa to, ja, meni je to ful dobro. Jaz raj to pijem, karkoli drugega. Raj to, da bi si kupil pač soka. Ne. Tako da. A imaš kakšen sirup, ki ti je dober? Ja. Amoxicillin. Ja. To je pa smešno. Vidim, da ta
Ta chatroom je bil res dobra ideja. Nik Bes, to je pa smešno bilo. Ja, to je bilo smešno. Ja. Marioneta. Pingo. Marioneta. Pingo je edini pravi sirup. Sam to ni sirup, pingo ni sirup, pingo je sok. Pingo? Ja, pingo je sok. Ne vem. Čeprav, ja. Vem. Ja, Moki Sklav ne bom več komentiral. Česa? Te šale ne bom več komentiral. Ne, me so pa zelo všeč. Ja, drugače pa gost je dal pa tole sliko kraljice, ki pije šampanj s sklepom. To je voda, mislim, da. A misliš, da je voda? Ja, ker poznam to sliko. mislim, da je voda to. Okay, no, tega ne bomo več omenjali. V glavnem, to sem ti hotel reči, pač sokovi, ne? To je še ena taka stvar. Ja, sokovi. Kaj pa naravni sokovi, piješ pomarančen, pa to paša? Jabolčni sok je najboljši sok. Res? Ja, jabolčni sok je najboljši sok. Dober jabolčni sok je boljši kot katerkoli drug sok. To me pa zelo zanima. Kakšne imaš pa ti poglede na paradižnikov sok? Če je domač, ne? Ja? Če je domač, fair enough. Če je domač, bi ga spil, te kupljeni, pa še nisem najdel enega, da bi rekel, to je pa sedel. Ker na letalih to norijo za temi paradižnikovimi sokovi. Meni pa ni všeč paradižnikov sok. Mene ko si ti pravim, če je domač, je proper, ne? Paradižnikov sok... To je vprašanje iz chatruma, ki se ga splača. Jure, uporabljaš kar kaj ni na visokem nivoju, da je čip po domače. Ali to obstaja odgovor na to vprašanje? Jaz ne vem, Ja. jaz ne vem, kaj je čip. Ne, to je zdaj tako, kot da sem snop. Ne. Ja. Koliko je mleko v štacuni? To je zmerno ta vprašanje. Ne? A veš, za celebritije v Ameriki, ki so pač bogati, ne tako kot ti, ki si sam celebrity. Ne? A veš, je zmerno Jaz vprašanje. dejansko ne vem, koliko je mleko. Ne veš, koliko je mleko v trgovini. Ne. Okay. Kako pa pa mlek dobiš? Kupijo mi. Jaz res ne vem, koliko je mleko. Tudi ne vem. Veš pa, koliko je kila kave iz Anglije? Jaz sam vem nekaj. Ja. Okay. Ker to moram pa jaz naročiti osebno. Ja. Jaz sam vem nekaj. Pežoja uporabljaš, kaj čip. To je res. Sorry, povej naprej. Mislim, to je pa zdaj rato. A veš, ker te en človek nekaj v glavo jebe, ne? Ja. Pa 100 ljudi to vidi in te 100 ljudi v glavo jebe. Ja. Se ni meni, ki res verjame, da imam Pežoja. Ampak, Ja. Mislim, to ti misliš. Ja, no, hočem povedati, da je to, da ne šparaj pri vlaganju vase. To je spravim. Hvala za to informacijo. Ne, zaradi tega, ker jaz gledam, da je kvalitetno. Oziroma jaz naredim raziskavo. Ja. Raziskavo po svojih sposobnostih, po svojih zmožnostih, in vem, ne, če je ena kava tam pa tam predelana, pa če vem, pa če je v enem čaju to pa to noter. Ne bom kupil te kane, babičin zimski užitek, Tole je užitek. babičin smrku, zimska radost. Veš, ne bom tega kupil, ne? Ja. Ker vem, da noter te masovne stvari, da imajo. Jejmo hranljivo, dajmo si ne polniti trebuhe, dajmo se hraniti. Ja. Jaz pravim, To je to. Ti si tak guru, ti bi lahko bil lifestyle, tako knjigo bi, self-help knjigo bi mogel biti, Smiljan Mori bi mogel biti. kaj pa Anže uporablja? In sta takoj prišla dva odgovora, eden točen in eden napačen. Tipkovnico, dejstvo, jaz uporabljam eno najdražjih tipkovnic, ki se je lahko kup. To je ne ta una, ki imam v službi. To si rekel, ja. To je Še res. imaš, ti še niso. Ne, niso. In ta druga tehnični svinčnik, ne kemični svinčnik. Jaz na take stvari dam, veš, na uporabne stvari, ne na preseravanje. Ne. Kaj pa nalivnik? Nimam nalivnika. Nimaš nalivnika. Nimam nalivnika. Nimaš no fountain pen. Ne, ker imam tehnični svinčnik. Ja, tehnični. Težki ta tehnični svinčnik. Veš, kaj ti bom rekel, cajti so se spremenili. Ja, A ti lahko še nekaj povem? ja. Jaz leta 2009, leta 2010, 2011, 2012, socialna omrežja, Ja. Facebook, Twitter, Instagram. Če primerjaš z danes, tisto, kar je bilo takrat, Ja. je tako, kot da se je vse reinvental. Je res ali ni? Ne vem, kaj hočeš povedati. Ja, zdaj je to ratal, ko se reče tiskaj za ves folk. Mainstream. Mainstream.
mainstream. Včasih so bili pa kaj, nišni, pametni ljudje. Ne, nič ni pametni ljudje, ampak jaz se spomnim na začetku leta 2009 ali pa 2008, takrat, ko sem jaz prišel na Twitter, se spomnim, takrat so bile na Twitterju, so bile debate popolnoma drugačne. Ja, to je res. Ja. Takrat je dal nekdo link, poglej, kaj je nekdo naredil, pa je bil nor video ali pa kakšen bajsi, ki se je v vodo zmaknil, ali pa res nekaj, kar si retweetal, pa kar je zabavalo, kar je nekdo cenil, če si retweetal. Zdaj pa res rata. Ja, zdaj moraš pa mnenje. Pa vsi mislijo, da so smešni, pa vsi zabavajo. Ja. Pa nesramen folk je. Jaz nisem več nič nikjer. Ja. In razumem, da kot posledica, ista posledica, ki je udarila na ta digitalni čas, da je udarila tudi na tebe, da zaradi tega nimaš nalivnika. To je pa, se pravi, to je moj ludizem. Moj ludizem je, da sem na tehničnem nosilniku. Ti si funkcionalen človek, jaz ti to čisto priznam. Tle se ne morem šaliti s teboj. Ti imaš telefon, ti imaš digitalno uro, se slišiš s svojo, kdaj priješ takrat, pip, z ure na uro, z ure na telefon, z telefona na digitalni smo, efektivni smo. Ja. Zdaj imam Google Home Mini. Kaj pa je Google Home Mini? Tisti, ki se pogovarjaš, vse lahko enega drugič pogovarjava. On zvočnik od Google, ki mu rečeš, ok, Google, play Jure Godler videos on my TV in začneš pilati tvoj YouTube channel. Resno? Ne zabavam. A je to podobno kot Amazon? Ja, samo da je za Slovence mogoče malo boljša odločitev, ne? Ker Amazon je zelo ameriški. Ne ti mene heca. Ja, tim pol pokazal, to se lahko naslednjič pogovarja, ker mislim, da so počasi prišla k koncu. Res? Ja, live opazovalnice, ki jo bova še ponovila, bova? Ja, ne? Jaz sem zelo za. Ja, ti si zelo, ok, Godler je zelo za. Meni je to všeč. A smo vse odgovorili? Mislim, da smo vse odgovorili, pa si ni treba vsega odgovoriti. Ampak ja, mislim, da smo večino vse odgovorili. Tako anonimno seanso? Ja, dejansko mislim, da bo ta live še počela. Zdaj sem itak plačal tega Mixlerja že spet, tako da bomo videli, kako se bo to obnesel. Ful hvala vsem, ki ste bili v chatroomu in pa med poslušalci, ki niste bili v chatroomu. Vse to je na aparatus.si poševnica Eter, ne? Črtomir Valhun, Godler, jaz tudi sem lastnik Peugeota in spodnjega dela trenirke Slazenger. Prvo kot prvo je Slazenger z AM, drugo kot drugo, to me je že takrat nasral, tretje kot tretje Slazenger Heritage je edini prav Slazenger, četrtič kot četrtič jaz nimam spodnji del trenirke Slazenger, ampak imam spodnji del hlač za kriket, pa za golf. Glavnem, ker to ni tem se reče trenirka. Črpa mi je pej dajo Irisha. Glavnem. To je bila ta opazovalnica. Jaz bom probal zvok še malo bolj zrihtati, če se bo le dalo, za naslednjič. Mislim, da je bilo dosto ok, bom pol videl, kaj smo posneli in kaj ne. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da boš ti zdaj povedal admin. Ta podcast je zastonj www.aparatus.si. Podpri. Hvala. Veš, sem počakal do konca. Drugače pa ti na Instagramu Jure Godler, tam si sam Godler. Ne, kako je? Pri tebi je taka zmeda. Na Instagramu sem Godler. Ja, na Twitterju pa Jure Godler, ker me je en prehitil. Super, jaz sem pa na Instagramu in Twitterju Anzeto, tako da me lahko tam težite. Hvala vsem, predvsem v chatu, ki ste bili zelo civilizirani, jaz to zmeram cenim. To je zelo lepo. To je lepo, ker ni moronov, to se mi zdi kar vredno. Ne, to je res lepo. Ful hvala in nič, to je do naslednjič to. Hvala, ki ste poslušali in jaz bom zdaj rekel adijo, ti bodo reči adijo. Adijo.